Ko otroci enkrat odletijo iz gnezda, marsikatera družinska hiša postane prevelika. Številni pari se zato odločijo, da si, oprtani z izkušnjami in jasnimi željami, ustvarijo dom za zrelo življenjsko obdobje. Pokukali smo v hišo, ki je odličen primer tega, pa ne le zaradi prekrasne lokacije, na kateri se nahaja, temveč tudi skrbno premišljene notranjosti, ki nagovarja potrebe uporabnikov in se z materialnostjo lepo navezuje na okoliško naravo. Tale izjemna hiša, v kateri si je dom uredil par za zrela leta, stoji na zares krasni lokaciji. Tukaj lahko vsak dan poslušamo žuborenje bližnjega potoka ali pa šelestenje listja v bližnjem bujnem gozdu. Prav tako kot je izjemna njena okolica, pa je zanimiva tudi njena vsebina. Eva, če se tukaj človek ozre skozi okna, bi rekel, da ni težko ugotoviti, zakaj so se lastniki odločili ravno za to parcelo. Ampak kako se pa potem spopasti z oblikovanjem interjerja v takelem primeru? Ta parcela je obkrožena z naravo in z estetiko narave ne gre tekmovati. Narava je vedno lepša. Zato sem se odločila, da ji bom v tem primeru sledila pri izboru materialov, pri izboru barv. Kako pa je na vaše delo vplivalo dejstvo, da se z lastnikoma kar dobro poznate? Ja, lastnika sta moja starša, zato se res zelo dobro poznamo. In zato je bilo delo včasih lažje, včasih pa tudi malo težje. Lažje v smislu, da sta me podpirala in sta pristala na marsikatero idejo, ki mogoče kdo drug ne bi. Težje pa iz vidika, da smo se vsako nedeljsko kosilo pogovarjali o teh stvareh in vsakič, ko sem prišla na obisk, ampak smo kasneje to skomunicirali. Torej, tudi če vi niste hoteli, je bila verjetno tema skozi tale hiša. Ja. Starša sta prej živela v 3-nadstropni hiši, ki je kar klasični slovenski, in je bila potem želja, da je v bistvu optimalno prostora samo za njiju, da ni odvečnih sob, da ni odvečnih stopnic in to je v bistvu res hiša pritlična, brez ene same stopnice. Oče je pa želel, da je funkcionalno in da imata kam pospraviti svoje stvari, ampak da ni pač teh omar preveč. In želje so bile najprej, da bi bila po tleh keramika, potem smo se izpogajali, da bi je parket, kar se mi zdi, da paše k tej hiši edina prava izbira. Očetova želja pa je bila še ta, da so okna od stropa do tal in smo se potem, da to nadgradimo, odločili še za te skrite okvirje, ki so iz macesna. Macesen se pa potem nadaljuje tudi na zunanji fasadi hiše. Po zaslugi velikih zastekljenih površin je linija med notranjostjo in zunanjostjo skorajda zabrisana. Tudi pri izbiri oken so se lastniki odločili za naraven material, za kakovostna lesena okna. Ta so v tem primeru poravnana s fasado z namenom, da se doseže kar najbolj čiste linije in enoten videz celote. Pri posameznih elementih gre za zasteklitve brez vidnih okvirjev, pri izhodu na teraso pa se macesnovi okvirji lepo dopolnjujejo z drugimi lesenimi elementi. Gre za nadstandardne elemente, ki se raztezajo vse od stropa do tal, izdelane iz najbolj kakovostnega slovenskega lesa. Ta je primerno zaščiten s kvalitetno površinsko zaščito pohištvene kakovosti, ki sama po sebi ne zahteva obnavljanja. Viktor, pri takih razgledih je seveda nekaj najbolj logičnega, da se človek s čim več steklenimi površinami odpre v to čudovito naravo. A nam zaupate, kako so v tem primeru steklene površine prilagojene objektu? Ja, res je. V bistvu te steklene površine so neka povezava med naravo, med nami, med notranjostjo, interjerjem. In mi skušamo slediti arhitektom na ta način, ker oni iščejo neke povezane linije, mogoče neskončnost, neko povezano enotnost in tega se tudi poslužujemo. V tem primeru so steklitve delane od tal do stropa, tudi to imamo več možnosti. Lahko se pokrivajo, lahko se ne, v danem primeru se niso. Kakšna tehnologija pa mora biti tukaj zadaj, da si lahko človek privošči tako velike steklene površine, ker neke omejitve vendarle so, ne?
Zdaj, naše podjetje se večinoma ukvarja z izdelavo nadstandardnih elementov. Tukaj je pa več stvari, na katere moramo biti pozorni. Naprimer, tehnične lastnosti, vetrne obremenitve, lokacija, nadmorska višina in podobno. Zdaj, če dam nek primer za steklo, kot je tukaj montirano, če bi bila napačna statična obremenitev izračunana, bi lahko nihalo tudi za cirka 10 cm. In kakšne vrste lesa se uporabljajo za okvirje in seveda kako jih je možno zaščititi, če jih je sploh treba? Najbolj pogosto uporabljene so smreka, macesan in hrast, se pa velikokrat tudi za kakšne bolj eksotične. V tem primeru so izbrali macesan, ki daje toplino, domačnost. Omogočamo tudi pestro izbiro obdelav, kot naprimer oljenje, krtačenje, pestro paleto, lazur. Mogoče spet se dotaknem tega primera, kjer je oljen macesan, se pravi čim bolj naravno, domače. Pri lesenih oknih imajo ljudje včasih neupravičen predsodek, da trajajo manj, če so izpostavljena vremenskim nevšečnostim, UV-sevanju in tako naprej. Kako je v resnici s tem? To je v bistvu ena največjih neresnic, ki ne velja za lesena okna. Uporabljamo kakovostne površinske obdelave, pohištvene kakovosti. Načeloma naj ne bi rabile okna že po prvih 5 letih neko obravnavo. Vsakokrat pa s časom na les seveda vpliva tudi UV svetloba oziroma čas, ki mu da določen odstopanje od odtenka. V takem danem primeru svetujemo za drug tip okna, kot je alules, kjer zunanjost ostaja nespremenjena. Z macesnovo fasado se objekt obrača proti ulici, z zasteklitvijo pa povezuje z naravo. Ob vhodu vstopimo v predsobo s skrbno načrtovanimi shranjevalnimi površinami, od tod pa skozi velika steklena vrata vstopimo v prostoren dnevni prostor, od koder je dostop tudi do bolj intimnega predela hiše, kjer so umeščeni kopalnica, garderoba in spalnica. Velike zastekljene površine, po zaslugi katerih je mogoče občudovati naravo iz vseh delov hiše, in funkcionalno zasnovan tloris, ki najbolje nagovarja potrebe in želje lastnikov, pa nista edina atributa te mikavne hiše. V njej najdemo tudi kopico umetniških del s podpisom slovenskih oblikovalcev in umetnikov, ki jih je oblikovalka interierja spretno vpletla v celoto, in široko paleto naravnih materialov. Zelo zanimiv je odtenek kuhinje, taka neka obita temno-zelena. Kako ste do tega prišli? Ja, to je pa najljubša barva naročnice. In smo naredili nek kompromis, da nekje pač mora biti ta zelena. In smo se odločili potem, da bo ta niz omar v kuhinji temno-zelen. Kako je pa s temi okroglinami? Zdi se, da ste se kar lepo poigrali z raznimi geometrijskimi oblikami v tem stanovanju. Ja, prevladuje krog. Krog je zame najlepša oblika. Gre pa za to, da sem mami enkrat pokazala tole luč slovenskega oblikovalca Tilna Sepiča in je rekla, ko bo hiša končana, bomo imeli to luč v hiši. In potem sem razmišljala, da ima vse luči dati okrogle, in potem smo se ukvarjali z ogledali, naprimer v kopalnici pa v WC-ju, in smo se odločili še tam za kroge. Zelo spretno se mi zdi, da ste vpletli v tole hišo tudi umetniška dela. Seveda nam v oči padejo res izjemne kljuke. Ja, kljuke so pa delo akademskega kiparja Metoda Frljica. Gre za to, da je bil on od moje mame sošolec in smo se mi ukvarjali, kakšno kljuko bi dali na vhodna vrata. In potem je padla ideja, da bi njega vprašali, če bi to naredil. In je bil seveda takoj za to. Pripravil je 3 predloge, 2 sta bila neka tihožitja, za katera je vedel, da jih ne bosta izbrala. In tale gospa, ki je zdaj na kljukah na vhodnih vratih, v predsobi pa v kopalnici. To ne bi bila Agata iz Visoške kronike. Torej, če je mama v osnovi želela hišo, kjer bo čim manj treba brisati prah in če je oče hotel čim več funkcionalnosti, tako bi lahko zaključili še dobro, da sta imela dobro arhitektko tako blizu, ker je ta rezultat res fantastičen.
Ja, hvala lepa. Zdaj velikokrat rečeta, da sta vesela, da sta me poslušala. In tudi mi se strinjamo z njima, saj se nihče ne bi branil, če bi najlepša leta svojega življenja preživel v tako čudovitem interjerju, obkrožen z bujnim gozdom in neokrnjeno naravo.